No, v svojem prispevku želim predstaviti prvi del svoje primerjalne študije o tem, kako izbrani prevodi Svetega pisma Stare zaveze, in sicer prevod Jurija Japlja, Matevža Ravnikarja, Jurija Volca oziroma Wolfova Biblija, slovenski standardni prevod in najnovejši slovenski prevod Svetega pisma, jeruzalemska izdaja. V slovenščino prevajajo besedila 5. Mojzesove knjige oziroma Deuteronomija, ki vsebujejo leksikalno in semantično polje pojma ljubezen. Ta primerjalna študija je nastala v okviru moje dolgoročne primerjalne raziskave mesta in pomena pojma ljubezni v Svetem pismu Stare zaveze. Primerjalno semantično analizo pojma ljubezni sem doslej opravila v okviru Visoke pesmi in zgodbe o egiptovskem Jožefu iz 1. Mojzesove knjige. Priprava simpozija o Matevžu Ravnikarju me je spodbudila k odločitvi, da v raziskavi semantičnega polja ljubezni v 5. Mojzesovi knjigi posebno pozornost posvetim Ravnikarjevemu prevodu Pentatevha, ki je nastal po septembru 1809, saj kakor lahko verjamemo slovenskemu biografskemu leksikonu, a je žal ostal v rokopisu in ga hrani Arhiv Republike Slovenije. V tem prispevku bom Ravnikarjev pristop v prevajanju besedišča in sloga izvirnega besedila presojala glede na besedišče in slog v Septuaginti in Vulgati, ter ga primerjala s pristopom prevajalcev drugih dveh katoliških prevodov Svetega pisma iz Ravnikarjeve dobe, torej s prevodom Jurija Japlja in njegovih sodelavcev, ki velja za prvi celotni katoliški prevod Svetega pisma, in pa z drugim celotnim prevodom Svetega pisma, ki ga je po naročilu ljubljanskega škofa Antona Alojzija Wolfa pripravil Jurij Volc s sodelavci. Dokončal ga je leta 1863, čeprav ima zadnji 4. zvezek letnico 1859. No, v tem kratkem obdobju žal Ravnikarjevega prevoda Pentatevha nisem mogla analizirati v celoti, pač pa sem se omejila le na semantično polje ljubezni v Deuteronomiju. Zato pa sem za predstavitev na simpoziju izbrala besedilo ključnega pomena, to je slovito himnično liturgično besedilo, ki se v podobnih različicah pojavlja na 5 mestih Stare zaveze, ter prikazuje ljubezen med Bogom in Izraelom. Skoraj v enaki obliki se pojavi v 2 različicah dekaloga, v 2. Mojzesovi knjigi, 20. poglavje 6-7 in v 5. Mojzesovi knjigi, 5. poglavje vrstice 8-10. V nekoliko spremenjeni obliki pa je besedilo vključeno v obljubo obljubljene deželje v 5. Mojzesovo knjigo, 7. poglavje vrstice 7-10, v poročilo o Mojzesovem posredovanju za Izrael v krivdi, v 4. Mojzesovo knjigo, poglavje 14, 18. vrstica in pa v obljubo prihodnosti za Izrael v Jeremiju 32. poglavje 18. vrstica. Ravno zaradi različic ta prispevek lahko pokaže stanje Ravnikarjevih prevodnih rešitev bolj jasno, kakor v primerih, ko za neko besedilo ni vzporednih besedil. Primerjava v tem kontekstu bo lahko precej zanesljivo pokazala, kakšen je bil Ravnikarjev pristop v prevajanju Svetega pisma. Pomembna značilnost hebrejskega pojma ljubezni, ahav, v Svetem pismu, je njena vloga v zapovedih. Glagol ahav je sestavni del zapovedi o ljubezni do Boga, bližnjega in tujca. Vse 3 zapovedi uporabljajo glagolsko obliko v ahabta, dobesedno in ti boš ljubil. Zapoved ljubezni do bližnjega je izražena kot v ahabta l, in ti boš ljubil svojega bližnjega kakor samega sebe. Pri čemer glagolu v ahabta sledi predložek l, ki pomeni k ali za, kar po rabinskih komentarjih ne nakazuje le čustvene drže, ampak tudi dejanja. Zapoved ljubezni do tujca pravi v ahabtem in vi boste ljubili tujca, kajti bili ste tujci v egiptovski deželi. Zapoved ljubezni do Boga je izražena tako v ahabta in ti boš ljubil Gospoda, svojega Boga, z vsem svojim srcem in z vso svojo dušo in z vso svojo močjo in tako dalje. Te zapovedi so rabini razlagali tako, da ne zahtevajo le ljubečih čustev, ampak tudi ustrezna dejanja. Ta poudarek na dejanjih se običajno razume kot glavno sredstvo za izpolnjevanje zapovedi ljubezni.
Najpogostejši kontekst ljubezni v Svetem pismu je stalen, oseben in vzajemen odnos med Bogom in Izraelom. Medtem ko je Božja ljubezen do Abrahama brezpogojna, pa ima zaveza z Mojzesom, ki mu je Bog posredoval 10 zapovedi, pogojno obliko. Po Sinajski zavezi Bog svojo ljubezen pogojuje z ljubeznijo Izraela do Boga. V 5. Mojzesovi knjigi, 10. poglavje 12. vrstica, Mojzes pravi, citiram, in zdaj, Izrael, kaj zahteva od tebe Gospod, tvoj Bog? Samo to, da se bojiš Gospoda, svojega Boga, da hodiš po vseh njegovih poteh, ga ljubiš in služiš Gospodu, svojemu Bogu, z vsem srcem in z vso dušo, da izpolnjuješ Gospodove zapovedi in njegove zakone, ki ti jih danes zapovedujem, da ti bo dobro. Zdaj pa sledi primerjava prevodov obeh različic uvoda v dekalog, se pravi izjava o pogojni ljubezni Boga do Izraela. To je 5. Mojzesova knjiga, 5. poglavje, vrstice 8 do 10 in 2. Mojzesova knjiga, poglavje 10, vrstice 4 do 6. Besedilo dekaloga v 5. Mojzesovi knjigi, 5. poglavje, 1. vrstica, uvaja podatek, da je Mojzes zbral ves Izrael in rekel, citiram, poslušaj, Izrael, zakone in odloke, ki jih danes govorim vam na ušesa. Učite se jih in glejte, da jih boste izpolnjevali. Vrstice 5. Mojzesove knjige, 5. poglavje 2 do 5, omenjajo sklenitev zaveze na gori Horeb. Zdaj tukaj ne bom vsega brala. Ne? Vrstice 5. Mojzesove knjige, poglavje 5, vrstice 6 do 21 pa vsebujejo 10 zapovedi, kakršne so ohranjene v izvirni različnici Jehvist Elohist, v 2. Mojzesovi knjigi 20. poglavje, 2. do 17. vrstica z manjšimi dodatki in modifikacijami. Tukaj vidimo, obarvala sem ta odlomek, ki ga bom potem tudi primerjala pri več prevajalcih. No, semantične polje ljubezni se pojavi v liturgično-himničnem obrazcu druge Božje zapovedi, tukaj obarvano, in v skoraj identični različici v 2. Mojzesovi knjigi. Se pravi, prvi stolpec je odlomek iz 5. Mojzesove knjige, drugi pa iz 2. Mojzesove knjige. V nadaljevanju najprej navajam ti dve besedili v zadnjem slovenskem prevodu Svetega pisma, jeruzalemski izdaji, v katerem v oklepaju navedem tudi različice ključnega besedišča iz semantičnega polja ljubezni, pa v ustreznem kronološkem vrstnem redu iz hebrejske Biblije, Septuaginte in Vulgate. V nadaljevanju pa navajam ti dve besedili v Japljevem, Ravnikarjevem in Volčevem prevodu oziroma Wolfovi Bibliji. Prebrala bom samo varianto iz 5. Mojzesove knjige v slovenščini, v oklepaju pa navajam ključne besede in besedne zveze po vrsti iz hebrejščine, grščine in latinščine, ki jih bom pozneje razložila. Citiram. Ne delaj si rezane podobe, tudi ne kakršnekoli podobe tega, kar bi bilo podobno temu, kar je zgoraj na nebu ali kar je spodaj na zemlji ali kar je v vodah spodaj pod zemljo. Ne moli jih in jim ne služi, kajti jaz, Gospod, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki obiskujem krivdo očetov na sinovih do 3. in 4. rodu tistih, ki me sovražijo, izkazujem pa dobroto tisočem tistih, ki me ljubijo in se držijo mojih zapovedi. Besedilo tega obrazca v jeruzalemski Bibliji, v 2. Mojzesovi knjigi, je skoraj identično to na desni strani. Ne? Zdaj pa si poglejmo, kako so to besedilo prevedli Japelj, Ravnikar in Volc. Japelj besedilo v 5. Mojzesovi knjigi prevede tako, citiram, ti si nimaš zrezane podobe zdelati, ne podobe od vsega tega, kar je v nebesih zgoraj ali na zemlji zdolaj in v kar se v vodah pod zemljo gori drži. Ti nimaš le teh reči moliti in ne častiti, zakaj jaz sem Gospod tvoj Bog, en Bog, kjer obenega drugega zraven sebe ne trpim, kateri povernem tih očetov krivico nad otrocih do 3. in 4. roda tem,
kateri mene sovražijo, in v kateri milost kažem veliko tavžent teh, kateri mene ljubijo in v moje zapovedi drži. Skoraj identično hebrejsko besedilo v 2. Mojzesovi knjigi 20. poglavje 4-6 pa Japelj prevede precej drugače oziroma z drugačnim izborom nekaterih ključnih besed. Ravnikar besedilo tega obrazca v 5. Mojzesovi knjigi prevede tako, citiram, ne narejaj si nobene zreze, nobene podobe kake stvari, bodi na nebo zgoraj, na zemlji spodaj ali v vodah pod zemljo. Ne moli jih in ne služi jim, zakaj jaz Jehova, sim tvoj Bog, Bog serden, ki je obiščen pri svojih sovražnikih krivico očetov nad otroci do 3. in 4. rodu. Milost pa skažem na tavžente tistim, ki me ljubijo in o moje zapovedi drži. V nasprotju z Japljem Ravnikar skoraj identično besedilo iz 2. Mojzesove knjige prevede enako kot besedilo iz 5. Mojzesove knjige. Primerjava obeh različic v Ravnikarjevem rokopisu pokaže, da je njegov rokopis prevoda obrazca iz 2. Mojzesove knjige 20. poglavje 4-6 poln popravkov, zapis prevoda obrazca iz 5. Mojzesove knjige 5. poglavje 8-10 pa nima niti enega popravka. Iz tega sledi, da se je prevajalec v prevajanju 2. Mojzesove knjige 20. poglavje 4-6 zelo potrudil za točen prevod. V prevajanju tega obrazca v 5. Mojzesovi knjigi 8-10 pa je kar prevzel prevod iz 2. Mojzesove knjige 20. poglavje 4-6. Podobno kot Japelj, pa tudi Volc ne prevaja obeh hebrejskih različic enako. Primerjava med Japljevimi, Ravnikarjevimi in Volčevimi prevodnimi rešitvami kaže, da Ravnikar veliko bolj kakor Japelj in Volc sledi besednemu redu izvirnega hebrejskega besedila in se izogiba parafraziranju. Podobno primerjava med Septuaginto in Vulgato kaže, da Septuaginta bolj kakor Vulgata sledi besednemu redu izvirnika. Zelo verjetno je, da je Hieronim pod vplivom Septuaginte za hebrejsko besedo hesed, ki v hebrejskem semantičnem polju ljubezni predstavlja sinonim besede ahava, uvedel latinsko besedo misericordia, usmiljenje, namesto bolj pričakovane gracia, milost. Že v Septuaginti imamo namreč za hesed ustrednico eleos, usmiljenje, čeprav bi bilo bolj skladno z izvirnim semantičnim poljem, če bi uporabili besedo haris, milost, ali ustrezen sinonim te besede. To pomeni, da so že judovski prevajalci v Septuaginto uvedli vidik usmiljenja, ki je v primerjavi z izvirno besedo hesed bolj obremenjen, se spominja na krivdo, za kar pa v izvirnem kontekstu ni razloga, kajti tisti, ki Boga ljubijo, niso zaznamovani s krivdo. Tak kontekst je, da ni razloga, da bi bilo obremenjeni s krivdo, ker govori, da Bog izkazuje dobrota oziroma ljubezen oziroma milost tisočem tistih, ki ga ljubijo. Toliko bolj pa je presenetljivo, da tako Japelj kot Ravnikar v 5. Mojzesovi knjigi 7. poglavje 12. vrstica besedo hesed prevajata z besedo milost. V 4. Mojzesovi knjigi 14. poglavje 18. vrstica pa Japelj besedo hesed prevaja z besedo usmiljenje, Ravnikar pa z besedo ljubezen. Ravnikar torej za besedo hesed uporabi kar besedo ljubezen, kar je zelo redko. Ker gre v bistvu pri besedi hesed za drugo hebrejsko besedo za ljubezen, večinoma v smislu božje ljubezni, je Ravnikarjev prevod v bistvu še najustreznejši. Tudi ta primer kaže, da Ravnikar bolj kakor Japelj in Volc sledi hebrejskemu izvirniku tako v slogu, kot tudi v prevodu ključnih besed. Po drugi strani pa Japelj in Volc očitno bolj sledita Vulgati v primerih, ko se Vulgata razlikuje od izvirnika. Posebnost pri Japlju je, da ima za prevod hebrejske besedne zveze elkana, kar pomeni ljubosumen Bog, kar parafrazo, en Bog, kjer obenega drugega zraven sebe ne trpim. Posebnost v Ravnikarjevem prevodu pa je, da je za hebrejski tetragram
ki ga Judje nadomeščajo z besedo Adonaj, ker besede Jahve iz nepojasnjenih razlogov že od stare zaveze dalje niso smeli izgovarjati, uporabi besedo Jehova, kar pa je v bistvu prepis hebrejskega osebnega božjega imena. Že v Septuaginti so hebrejski tetragram nadomestili z besedo Kyrios, v Vulgati Dominus. Tema dvema predvodoma pa sledi tudi slovensko izročilo prevajanja Svetega pisma. Japal ima povsod obliko Gospod, Volc obliko Gospod, Ravnikar pa ima povsod prepis hebrejskega osebnega božjega imena z obliko Jehova. Ta oblika božjega imena Jehova predstavlja napačno srednjeveško izgovorjavo hebrejskega tetragrama, danes branega Jahve, s katerim se v stari zavezi navaja osebno božje ime. Izraz Jehova kot osebno lastno ime Jahveja pri nas sicer zasledimo že pri začetniku slovenske homiletike, znamenitem baročnem pridigarju Janezu Svetokriškem. V evropskih prevodih pa so v obliki božjega imena Jehova in Jahve uvedli zelo redko. Zato je tvegano ugibati, iz katere predloge je Ravnikar prevzel obliko Jehova, ki je nima noben slovenski prevod Svetega pisma. Da še sklenem. Ravnikarjev delež med starejšimi slovenskimi prevajalci Svetega pisma je redek prispevek na tem pomembnem in zahtevnem področju. V Ravnikarjevem času so bile potrebe po intelektualnih potencialih v okviru cerkve in v okviru prizadevanj za razvoj slovenskega jezika in omike velike, visoko izobraženih ljudi pa je bilo malo. Ker Ravnikarjev prevod Svetega pisma ni bil objavljen, težko presodimo, kako velik je bil vpliv njegovega dela na tem področju. Gotovo pa je, da poznavanje njegovega prevoda predstavlja pomembno dopolnitev k spoznavanju njegovega lika kot duhovnika, škofa in narodnega buditelja. Zato se mi zdi na mestu premislek o možnosti vsaj digitalne izdaje njegovega prevoda. Tako bi mrtvi kapital gotovo zaživel in med raziskovalci spodbudil nadaljnje strokovno vrednotenje Ravnikarjevega dela. Hvala lepa.